Živijo in dobrodošli v 7. epizodi Čarobnic. Pravijo, da najboljše ponavadi pustimo za konec. Danes je z mano moja zadnja čarobnica letos in še posebej sem vesela, zaradi tega, ker ne mara preveč kamere, da mi jo je danes uspel prepričati, da se mi pridruž. Z mano je moja mami, Bernarda Spalevič. Živijo. Mamika! Vem, da imamo zdaj še obema teh pozitivnih metuljčkov, ampak mislim, domače sva. Ok, pozabimo na kamere, pa greva. Najprej ti ful hvala. Kako se počutiš? Zdaj še z metuljčki, tako kot si rekla, ampak verjamem, da bodo minili. Ok, pa da začneva tako na easy. 3 vloge imava mi dve. Dobro, Moja mami si, res je, potem si moja prijateljica, ponosna na to. pa moja Zelo. sodelavka. Zelo rada. No, zdaj pa pazi. Zelo rada. Zdaj pa pazi, kako boš odgovorila. Katera od vlog je najlepša, oziroma ti je največji privilegij, in druga, katera je najbolj naporna vloga? Najlepša, definitivno ne rabim razmišljati. Sigurno to, da sem tvoja mama in da si ti moja hčerka. To od prvega dne, ko sem te dobila, trdim, da česa lepšega ni in do danes še vedno in verjamem, da tako ostane. Naporna, nobena ni naporna. Nobena ni naporna. Ne, nobena. Takrat, ko te pokličem, mami, rabim to, mami, a mi daš na svet, mami. Ne, ful mi je lepo. Mislim, tako je v življenju, ne. Otroci rabijo starša, sploh tako, ko so majhni, rabiš ga prevleči, rabiš mu skuhati, rabiš ga čuvati, rabiš ga ven peljati, rabiš se z njim igrati, rabiš za njim pospraviti. Je odvisen od tebe, ne, otroček? Ja, in pol pride neka faza, ki hočejo biti otroci odrasli, ne, in ja, takrat malo manj hočejo rabiti starše, ampak še vsem zelo rabijo. In ni lepšega, ko pridejo otroci v neka zrela, lepa, odrasla leta, samostojna leta in mami, ja prideš, mami pridem, meni tako ni lepšega. Odnos, sploh pa mama hčerka. Zakaj je mama hčerka tako posebej? Ker ti imaš, pač mi imamo še Žana. Ja, dobro, on še ni v tej odrasli samostojni dobi. On te še ful rabi. On je še odvisni. Sicer resnici na ljubo ti tudi malo, ne? Ja, itak, veliko. Jaz vedno rečem, da brez tebe... Ja, tako da, zaradi tega mislim, ker mama hči je tako, ali preide v zelo lep prijateljski odnos in sta najboljši prijateljci in se rabita in si to priznata in si nista vedno všeč in si to povesta in sprejmeta in sta ponosni na to, da sta to lahko tudi ven in tako. Ali pa tukaj poči in poznam mame hčere, ki si rečem, ne bi to želela. Ženski Škoda. ego ali mogoče. Nobena ne popusti. Ja, saj naporne smo. Ja, toliko enostavno je vse v življenju, tako so lepe stvari enostavne, ljudje tako znamo zakomplicirati, ne. Ja, in fantje tukaj sigurno so, tudi jaz, ki gledam recimo in Žana in Anžeta, fantje so veliko bolj, njim je vse v redu. Ne, daj mi hrano, daj mi malo une svoje 5 minut, da me pusti pri miru, da lahko igrice igram oziroma nekaj pač na telefonu. Pa pri fantih je tako, ne, fant, on kar na jezik, mislim, kar v srcu to na jeziku. Ja. On tisto da ven in on je pozabil in on zdaj spet reče, rad te imam, spet reče, rabim, spet reče, ne tež. A misliš, da sva toliko dobre prijateljice, lik zaradi tega, ker imava toliko majhno starostno razliko, ker si me rodila pač pri tvojih 18-ih, 19. pri 19-ih, in da se navežem na to, mogoče, kako te je zaznamoval to, se pravi, da si bila tako mlada mami? Ne vem, da bi mene zaznamoval to. Jaz tega koraka nikoli nisem obžalovala. Niti enkrat v življenju. Ampak sigurno je bilo pa težje z majhnim dojenčkom. Lažje.
Zakaj? Jaz, če danes pogledam tebe pri 19 letih in Žana pri 30 letih, lažje sem tebe imela. Zato, ker si rasla z mano, ker si bila del mene, ker nisem komplicirala, ker sem te vzela s sabo, če ne, sem prijateljico prosila, lejo, nimam kam dati, bi malo pomagala, počuvala to. Pri Žanu si odrasel, kompliciraš, vklopiš možgane, strahovi delajo svoje. Jaz mislim, da lik zato, ker sem te tako mlada imela. Si bila neumna, pa nisi niti... Nisem se ukvarjala s tem avtoriteto, kako bo izgledala. Kakšna vzgoja, vse knjige prej naštudirala. Spotoma, učila sem se. Pa sem kar dobro ratala. Hvala. Kakšno uro si preskočila. Pri kakšni vzgoji ali kje, pri poslušanju. Ja. Upoštevanju pravil. Ampak dobro, prihajaš noter. Ja. Jaz sem iznajdljiva, rečem temu. Včasih kaj malo tako po svoje naredim, ampak nikoli pa nobenemu v škodo, jaz mislim. Ne, isto sem jaz. To je bilo moje vodilo. Nikoli ne naredim nikomur nič v škodo. Tudi nekaj, ko ne veš, en svoj občutek, ta notranji, kaj bi bilo dobro, kaj v tem trenutku narediti. Ne kaj bi drugi naredili, ampak kaj jaz čutim, da bi jaz naredila, da se s tem jaz lahko potem nosim. Se pravi, da paše na moj karakter, da bom jaz s tem naprej lahko živela. Okolica to niti ne uvedla, če bo vedela, bo tudi zelo kmalu pozabila. Ampak jaz moram pa zdaj s tem naprej iti. In kaj bi jaz? Zato, ne vem, a se spomniš, a ne, nisem nikoli udarila. Ne, vem, nikoli kaznovala, pa bi morala, po vseh merilih, marsikdaj. Čez rit govoriva malo, ne? Pa tudi to nisi? Ne, ampak zaradi tega, ker jaz s tem nisem mogla živeti, ne? In sem na nek drug način najdla pot in mislim, da to oba z Žanom vidva zelo dobro in vesta in mi zelo lepo vračata. Zelo lepo. Ja, mislim, da sva oba z Žanom ponosna na žensko, ki je najina mami, zato ker si nežna, ker si topla, ker si predvsem zelo srčna in vse, kar delaš, se res čuti, da delaš tako brezpogojno. In da daješ in imaš tako neskončno srce. Saj ti to veš. Jaz imam zdaj 30 let, ne, letos, kot veš, ne. Vem. Zelo dobro vem. In v 30 letih, ko sem malo razmišljala, tako zdaj, ko sem se pripravljala za najin pogovor, v 30 letih sem dejansko te gledala kot žensko, ki karkoli je življenje ponudilo ali pa kdaj tudi kaj neenostavnega vrglo vanjo, razne izzive, vedno si se borila. Nikoli nisi bila žrtev, pa bi lahko marsikdaj se zavlekla pa rekla, jaz se več ne grem, pa vse štiri od sebe ali pa ne vem, ne zmorem. Jaz teh besed od tebe nikoli, nikdar nisem slišala. Vedno si nekako v življenju pristopala z nenormalno veliko zaupanja, z eno tako ljubeznijo do ljudi, vero, da ljudje smo dobri in da svet je lep. Od kje ti ta moč? Ker to tako je. Svet je lep in ljudje v osnovi so sigurno vsi dobri. Nikoli sebe res ne vidim kot žrtev, upam, da tako ostane v življenju, da ne bo res prišla kdaj pa situacija, ki bi se počutila to. Ampak saj si že imela situacije, ki bi se zdavnaj lahko počutila, tako ne, mislim, na hitro, če se spomneva, to niso bile lahke stvari, ki so se tebi zgodile v življenju, ampak vseeno si šla čez to. Kaj te je takrat, a veš, kaj si takrat, a si najdla, ne vem, vero, a si videla naju z Žanom, iz kje si črpala to energijo, to levinjo? Ja, verjetno ravno to, ne, vera definitivno. Jaz rečem, da človek, dokler ima vero, ima upanje in dokler ima to dvoje skupaj, ima popolnoma vse. In vse, pač potem je vse ostalo pot do tja, do cilja, do kjer želi biti, iti,
ne vem, nekaj ustvariti. Zgodijo se situacije, pod katere se v tistem trenutku ne bi podpisal. Bi rekel, ne, kaj mi je tega treba. Zakaj meni? Zakaj meni? Ampak vedno, čist vedno v življenju, kjerkoli situacije se zdaj nazaj ozrem, pa rečem, se mi je to zgodilo, pa je bilo to dramatično, ampak nikoli ni bilo samo to, ne? Ne vem, če se dotaknem, zdaj, če gremo tam, kjer si ti vstopila v moje življenje, ne? Pa je bilo že predtem marsikdaj, marsikaj. Kot otrok, tudi ni bilo vedno vse z rožicami postlano, ampak vedno je bilo še nekaj drugega, ne? Sem imela pa naravo. Jaz sem vedno kot otrok se zelo, zelo veliko zatekala v naravo. In to mi je bila ena moja oaza, mojega notranjega miru. In tam sem se povezala, pa če takoj samo skozi zgodbo knjige, pod enim drevesom brala, jaz sem lahko več ur v gozdu brala, ali pa v Breki, mi smo živeli v Breki, v majhni vasici. In je bilo lepo. In si poiskala svoj mir nazaj. Jaz sem si svoje. Potem, ko je bilo pač to obdobje tvojega ranga otroštva, ne, pa takrat izgube pač, ne. Atija, ja, tvojega očeta. In si ostala sama zelo, zelo mlada in pač bremeni finančnimi. Ja, bila sem stara 25 let. Se pravi vdova. S 6-letno hčerko, ampak imela sem hčerko, ne. Meni nikoli ni to predstavljalo blokade, konca. Nikoli nisem razmišljala, ne morem, ker se mi je zgodilo to. Zdaj pa jaz ne morem več, ker se je zgodilo, ne vem, neka situacija. Jaz sem vedno razmišljala, jaz moram, ker imam Lejo. Jaz moram, jaz želim, ne samo, da moram. Meni to ni bila nuja in teža, ampak tudi želja. Jaz hočem... Imam razlog. Imam razlog. Našla si tudi. Ja. Jaz velikokrat sem kasneje pol v življenju srečala ženske, mame. Imela sem tudi tako službo, da sem imela zelo veliko stika z ljudmi, predvsem ženskimi, tudi pač sodelavkami. In jaz sem tako nemalokrat slišala, veste kaj, jaz ne morem, ker imam otroka. Jaz ne morem, ker imam otroka. Jaz ne morem, ker imam otroka. Spoštujem, ker spoštujem ljudi. Nisem pa tega nikoli razumela. In tudi danes ne razumem, ko mi nekdo reče, jaz ne morem, ker imam otroka. Jaz sem vedno rekla, jaz moram, ker imam otroka. To me spomni na ono zgodbo, ko sta dva brata in imata očeta alkoholika in en rata alkoholik, drug pa ne. In pol, ko vprašajo prvega, zakaj si tak kot oče, reče, zato ker sem celo življenje to gledal. In ko vprašajo drugega, zakaj, kako to, da ti si kontra očetu, zato ker sem celo življenje to gledal in nočem tega. Točno to. Vedno ista situacija v življenju, prav ista. Te lahko žene, ali pa pokoplje, da to narediš, kar je za narediti. Jaz vedno rečem, v življenju so stvari, ki jih želim, in ja, rdeč tepih, in so stvari v življenju, ki jih moram. In te me bogatijo. In te mi nosijo na koncu tisto, kar želim. Tisto, kar se samo po sebi zgodi in mi skoraj da nič ni treba za to narediti. Jaz ne bom rekla, da ni nič vredno, ker je vredno. Razumem. Ampak sigurno bi pa lahko rekla, da to ni enako cenjeno za mene. Ja. Ne? So trenutki radosti, so trenutki učenja, vse te situacije, ki so se zgodile, ki se dogajajo in se v tem trenutku ne bi podpisal podne. Za nazaj, ko pogledam, jaz, kar se jih spomnim, res teh prelomnih, česar se s tem mogoče dotaknila, da so se zgodile, jaz lahko rečem, danes sem hvaležna. Zato, ker vse to mi je dalo za naprej ali neko notranjo moč, ali neko spoznanje, ali neko razumevanje drugih ljudi, ali mogoče neko odprto srce do ljudi nasploh, da nobenemu ni lahko. In tako da ja. Lepo.
2 stavka sem si zapomnila, tako da si jih večkrat ponavljala. Prvi je bil vse se da, v smislu, to pa res ni težko, ne, ta mentaliteta. To si malo pobrala po Štefki, tvoji mami, pa po moji stari mami, ki jo obe obožujeva in je tudi borka. Pri svojih 74 letih celo polje spedena, 4 pujse, družino gor, ne, še vedno glavna zvezda. In pri tebi res pač ima človek občutek, da enostavno ni besede to se ne da, ali pa tega ne morem, ali pa ne bom. Ti si rajš kaj je treba, dej, tle začniva, tle na tem začetku, na tem koncu, pa prideva mogoče ne danes čez, ampak mogoče naslednji teden. Ne, tako, se pravi ta. Druga pa, ne mi kupovati rože, ki me več ne bo, zdaj mi kup rože, zdaj mi povejte, kaj čutite do mene, koliko me imate radi. Ja. Dobro si ti to poslušala, vidiš? Ja, vidiš, da sem naredila. Ja, nisi vse preskočila v življenju. Ne. Dobro. A imaš še kakšno tako modrost ali pa imaš še kakšno tako, oziroma lahko se navežeš na kakšno od teh, kako? Ja, ne, definitivno to je vsa resnica in ni to moj izum ali pa moje mami, ne. Je pa res, da ja, ona je meni in pa tudi tebi, verjetno nama, pokazala, da je to v življenju ne morem, je beseda enega samo pomilovanja, katerega pa ne ona v življenju, niti jaz, pa mislim, da tudi ti ne, bi si kar upala reči, nočemo, da je del našega življenja. Ker dejansko jaz rečem, kar je enkrat nekomu v življenju uspelo že, lahko vsakmu. Ja, lepo. Lepo je odraščati v taki zdravi klimi in s tako mentaliteto, ker pol se tega navlečeš, a veš. Dobro. A veš, kaj mi je še všeč? Narava, prej si jo že malo omenila, kako si se zatekla, ko ti pač ni bilo enostavno in je bila v bistvu kot neka tvoja, vedno je bila tam zate, a ne? In še vedno je. In še vedno je. A poveš zgodbo, kako si ti plačala svoje šolske potrebščine, in kako si zaslužila za obleke in kako si svojim sestram malo pomagala, ko je bilo treba? Tako je bilo. Jaz vedno rečem, meni nič ni manjkalo, da se razumemo. Vse tisto, kar je bilo, jaz nikoli nisem bila lačna, ne, nikoli ne oblečena tako. Dejansko nič mi ni manjkalo, ker ja, živeli smo na vasi in veliko tega je bilo tudi doma, ker bila je kmetija in tako. Ni bilo pa vsega na pretek, zaradi tega, ker se bom dotaknila, no, te zgodbe. Pri nam je bilo tako, da sem odraščala v družini, kjer je bil prisoten alkohol in to je veliko zlo. In tako da oče je dobršen del svojega zaslužka, ne, čeprav je delal, ampak on je porabil za te svoje pregrehe. In potem z mamino plačo, pa 4 otroci smo bili, pa ni bilo vse lahko. Ja, mislim, ni bilo vsega v izobilju. Je bilo za tisto nujno. In jaz sem hodila kot majhna, ja, jaz se spomnim za prvi razred. Koliko stara? 7 let, se pravi, ne, ker če to bilo za prvi razred osnovne šole, jaz sem toliko borovnic nabrala tisto leto, da sem kupila šolske potrebščine za vse 3. Imam starejšega brata, starejšo sestro, in jaz sem ta tretja, ne. Mlajša sestra še ni bila v šoli, ker mislim, da jo takrat sploh še ni bilo oziroma se je ravno rodila, je bila stara 1 leto. In sem kupila za vse 3 šolske potrebščine in še ostalo mi je. Tako da, ja. Z borovnicami? Samo z borovnicami. Potem tukaj so bile še gobe, kasneje prišle, jesenska berba, ne. Ja. Tako da sem tudi s tem zaslužila sicer manj, jaz sem bila najbolj pridna in znana po borovnicah, ne, in sem za vse okoliške naše gospe v vasi, vikendaše, so bile zelo dobre odjemalke, ne. Ja, itak. Tako da nabirala vsa leta, ja, borovnice in potem kasneje gobe. In mislim, da tudi kaj, obleko za valeto si tudi kupila? Vse sem si potem tudi kasneje obleke pa to,
ko si že rad malo lep, ne. Seveda. Ja, in si kakšno lepo stvar kupiš, to sem si vse vedno sama. Iz tega denarja, dosti sem imela. Včasih sem imela toliko, da sem še tudi očetu kaj dala. Saj to se pa spomnim, ja, da te je imel, mislim, da najrajši od vseh, čeprav to ne smeš povedati uradno nikoli na glas, ampak se to pol tako vidiš malo. Vnukinja je videla, da je ata čakal na mami. V 30 letih sva tudi ogromno doživele skupaj, en kup enih spominov, od tega, da smo imele najin dan, pa sva šle pol v kakšno restauracijo ali pa kakšne terme, se malo crkljati. A se spomniš kakšne take zgodbe, tako zdaj, se to je tako ful težko, mogoče tako na hitro, ker te nisem nič prej pripravila. Ampak recimo, ti malo pomisli, jaz se spomnim enkrat, mislim, ogromen zgodb je, ampak enkrat se mi je v osnovni šoli zgodila ena krivica, pa sploh, jaz sem itak imela same petke, kot veš, ne, in moja mami nikoli ni hodila v osnovno šolo na nobene govorilne ure in tako, in ponavadi, ko sem prišla s petko domov, je malo v šali rekla tako, ja, ko si dolgočasna, ne, je bolj bil praznik, če sem kakšno štirko prinesla, ja, kaj pa ti je zmanjkalo, kaj pa si delala. Enkrat je bila pa ena učiteljica, ki mi je naredila krivico bolj v tem smislu, ne, bila je sicer tudi ocena zraven, ampak bolj, da me je malo tako na grdo neki, ne, se pravi neki pač, neki nisem pasala in me je hotela malo tako v bistvu rahlo me je ponižala in takrat v tistih letih pač, ko smo zelo občutljivi in hočemo pred razredom biti tako cool, ne, je ona pač nekaj izjavila in takrat sem bila jaz čist in pač res v šok padla. In ko sem prišla domov, je to mami videla in seveda takoj vprašala, kaj je bilo narobe, nikoli se pa nič ni vmešavala, tako pustila je mene, da sem jaz to sama zrihtala. In pol, ko sta mi, ne vem, pač po nekem času vsem povedala, kaj se je zgodilo. Ta učiteljica je bila še celo žena od ravnatelja, tako da, ojoj. V glavnem, mami je rekla, ne, to pa, pač krivice pa ne bom pustila. Tako, pa ne zato, ker si moj otrok, ampak krivice, nič nisi naredila narobe, ne, to pač, kar se ti je zgodilo, ni okej, in si šla in si celo šolo v luft dvignila. Celo ampak na prijazen način. Hotela si priti zadevi do dna, zakaj je prišlo do tega? Ja, nisem histeričen, nič pa tudi ne zelo prijazen. Ja, mislim, spet, ko levinja, ki se bori za svojega mladička, ki je pač doživel krivico, sicer v življenju je ogromen krivic, ki jih kdaj človek doživi, ampak takrat si ti res začutila neko to mojo stisko, ker pač nič hudega sluteč otrok je nekaj rekel in pred celim razredom potem v bistvu je učiteljica to tako nekako obrnila, da se res nisem dobro počutila, no. Tako da takrat se te spomnim, da si na nek res spoštljiv način, ampak dosegla si to, da se je učiteljica opravičila. Veliko krivic se zgodi v življenju, to je sigurno, ampak so krivice in so krivice. Mimo nekaterih enostavno ne moreš. In to začutiš. In takrat jo tudi na tak način predstaviš, da se drug mogoče lahko, če je človek, in očitno ta učiteljica je bila in je bila, ona je v trenutku neke lastne šibkosti odreagirala, kakor kot odrasla oseba proti otroku ne bi smela, si ne bi smela dovolj, sigurno pa tudi ne učiteljica proti učencu, ne. In ona je to vseeno bila prepoznala in se opravičila. Na kaj si pa najbolj ponosna v življenju? Kaj si naredila dobro? Otroke. To pa res. No, čakaj, otroka, kakor jaz vem. Ja. Ja. Najbolj. To mi je pa res dobro ratalo. Ja, zato ker jaz mislim, da to, kar sadiš, potem to žanješ, a ne? Ali kako lepo rečejo. Ne vem. Ja. Res sem ponosna na vaju. Za konec mogoče glede na to, da smo zdaj v najlepšem času leta, pred prazniki, ko bomo spet vsi skupaj in družina in prijatelji, vedno si tudi verjela, res, kot sem prej rekla, v neko človeško dobroto, v sočutje, v dialog, v to, da se vse da rešiti in da sam če stopimo skupaj, prav, če je človeku človek. In a bi imela kakšno sporočilo na tem mestu, česa si želiš, da bi bilo v svetu več, ali pa
kaj bi želela tako položiti v srce ljudem? Pa definitivno bi rekla najprej vsak sam sebi, da se ozre vase, najde svojo resnico in po tej svoji resnici živi. Da nikoli ne izgubi vere in upanja v dobro. To definitivno. Zase. Potem pa dajmo to, kar sebi želimo, to, kar smo za sebe dobre odločitve sprejeli, še malo naven dati, ne? Malo več prijaznosti, sočutja do ljudi, malo več te človečnosti, prizanesljivosti, tega, da enostavno bi človek spet lahko imel rad človeka, pa ne glede, če lih ni moj, če malo drugače izgleda ali od drugje prihaja. Ampak človek do človeka, ne, naj bo človek. Ja, krasen, lepo. Boš kakšno potico naredila? Rada te imam zaradi 1000 razlogov, ampak tudi zaradi tvoje potice 1001 razlog, evo. Bova pekle potico letos. Kakšno pa, ja. Bova, ne? Kakšno. Ponavadi spečeš enih 20 potic in jih razneseš med prijatelje. Pa skoraj da res. Za nas pa tudi kakih 4-5. Vsaj. Ja. Ja. Ko ima vsak To se svojo. pol vidi. Ja, se vidi, pa vsak ima svojo najljubšo in pol rečemo vsako leto. Letos pa sam potratno, pa klasično orehovo, pa se pa še en tam oglasi. Ampak jaz imam furt skutino s pehtranom. Makovo lani. Ja, makovo je že hotel v glavnem. Dragi moji, to so bile zadnje čarobnice letos. Upam, da so vas čarobnice skozi celo leto grele. Mi se gledamo in poslušamo v naslednjem letu z novimi čarobnimi ženskami. Vam želim lepe praznike, da jih preživite res v krogu najljubših ljudi in da jim to tudi poveste na glas, da jih imate radi in da se imate lepo z njimi. Ker življenje gre, a ne, prehiter. Ne bova povedala, koliko si stara. Jaz te lahko zračunala, če sem jaz 30. No, evo. Skratka, poslušate nas lahko na vseh aplikacijah, podcast aplikacijah in pa seveda gledate tako kot zdajle na mojem YouTube kanalu. Vesela sem tudi vaših komentarjev spodaj pod videom. Lepo bodite in do naslednjič. Čau. Vse lepo in vse dobro.